Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Gledališka predstava Kekec osnovne šole Minke namestnik Sonje. Območno srečanje otroških folklornih skupin. Odprtje razstave general Rudolf Maister. Novinarska konferenca župana dr. Ivana Žagarja. Tradicionalna čistilna akcija. Bistričan Žan Zafošnik režiral kratki igrani film Omrežje. Nogometaši Bistrice izgubili proti Gorici. 28. mednarodni turnir v boksu za zlati grb občine Slovenska Bistrica. V nedeljo 21. bistriški tek. Učenci in zaposleni osnovne šole Minke namestnik Sonje so preteklo sredo v Slomškovem domu uprizorili gledališko predstavo Kekec. Pripravili so jo ob materinskem dnevu, z veseljem pa so si jo ogledali tudi očetje, babice, dedki, znanci in prijatelji. Gledališka predstava Kekec je plod učinkovitega sodelovanja med učenci in učitelji. Prostovoljne prispevke za ogled predstave so namenili za šolski sklad. V Domu športa in kulture Poljčane so pretekli četrtek izvedli območno srečanje otroških folklornih skupin. Na prireditvi z naslovom Ringaraja, ki jo je pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica v sodelovanju z občino Poljčane in KUD Janko Živko Poljčane, je nastopilo 5 skupin iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. In sicer otroška folklorna skupina Mehurčki iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, mlajša folklorna skupina Krog Društva za kulturno vzgojo Krog, otroška folklorna skupina osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, otroška folklorna skupina Akacija osnovne šole Anice Černejeve Makole in starejša folklorna skupina Krog Društva za kulturno vzgojo Krog.
Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici so pretekli četrtek odprli razstavo z naslovom 1874-1934, ki jo je pripravilo pohorsko društvo Generalmajster. Vlada Republike Slovenije je namreč leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra. Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik pohorskega društva Generalmajster Božidar Zorjan. Zelo smo veseli in počaščeni, da lahko danes odpiramo razstavo o delu in življenju generala Rudolfa Maistra, kajti naše mnenje je, da moramo to prenesti na mlade rodove in pa tudi na tiste, ko smo odraščali v enem obdobju, ko niti v osnovni šoli nismo imeli niti ene besede o tako velikem človeku, ko je pomagal ohraniti to, kar danes imamo, se pravi slovensko ozemlje, in da so naši očetje 41. leta 1945 izborili in to, kar smo 91. leta dokončno izborili samostojno in neodvisno Slovenijo. Smo v narodu Evrope, kjer imamo priznan svoj jezik, svoje ozemlje, vendar moramo se pa dnevno truditi na tem, da to tudi ohranimo. Obiskovalce je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Zdaj v zgodovini Slovenije, kot je že predsednik povedal, da smo prišli do tega, da smo samostojni, so bili številni pomembni dogodki, ki so k temu prispevali. In zelo prav je, da se teh dogodkov spominjamo, pa ne samo, da se jih spominjamo, da se na nek način tudi v opomin na to, da je potrebno seveda za Slovenijo, za svobodo, pa tudi za nas jezik, kulturo in vse, kar je s tem povezano, seveda skrbeti. Zdaj pomemben prispevek k sklopu teh dogodkov, pa pomemben kamenček mozaika teh dogodkov so vsekakor dogodki, ki mi je botroval takrat Rudolf Maister, ko je na nek način uspel skupaj z svojimi ljudmi zagotoviti, da je ta del Slovenije ostal slovenski tudi za nas, pa verjamem, da tudi za naše zanamce. Meni se posebej pomembno zdi tudi to, da se to sporočilo, podobno kot bi se morala tudi sporočila vseh ostalih pomembnih dogodkih, prenašati iz roda v rod, da se prenašajo tudi na mlajše rodove, to se pridružujem predsedniku, zato da se seveda zavedamo, odkot izhajamo in kje smo in kamor sodimo, in tudi, da se zavedamo, da seveda ohranjanje svobode, da ohranjanje seveda slovenskega jezika in pa kulture in vse, kar je s tem povezano, in to je tisto, kar nas pravzaprav loči v tem evropskem prostoru, ni samo po sebi samoumevno, ampak da je treba to resnično tudi skrbeti. Posebej še v današnjih časih, ki so polni zelo različnih izzivov, tako izzivov te moderne, če hočete tudi digitalne družbe, ki pravzaprav zelo krnijo tudi ta naš slovenski jezik, kot tudi sicer izzivov, ki smo jim priča v Evropi, kar zadeva seveda svobode, samostojnosti in vsega, kar je s tem povezano. In zato je seveda še pomembno, zelo pomembno, da se to izročilo prenaša, in zato posebej pozdravljam tudi otvoritev te današnje razstave. In jaz seveda upam in verjamem, da se jo bo gledalo tudi čim več vseh naših občank in občanov, pa tudi predvsem seveda učence, učenke naših šol. In še kaj je verjetno potrebno dati, ne samo to, da se mi spominjamo tega letos, ko je 150-letnica dogodkov, rojstva in vse ostalih dogodkov, ampak da seveda to sporočilo ohranimo tudi v naslednja leta in da tudi ta spomin in to spominjanje ohranjamo v naslednjih letih. In mislim, da to je eno od tistih stvari, za katere moramo biti posebej pozorni vsi tudi prihodnje. Odprtje razstave so popestrili s kulturnim programom. Rudolf Maister, rožmarin. Cvete dekletu rožmarin, oj rožmarin zelen. Ne našel bi v deželah treh fant goršega noben. Oj cveti, cveti rožmarin in dehti skozi vas. Pod okno pride fantic zav, zdaj moram v boj krvav. Daj rožmarina lepega, še šopek mi pozdrav. Ko puške bodo pokale, nate mi bo spomin. In dekle v oknu skloni se, vršič utrga mlad, pa se vzna vsak ga da fantiču, pripne za gubic zlat. Na, rožmarinček, fantič moj, ker ljubim te srčno. Pa slanca mrzla pala je na širno plan,
In jutro bil je rožmarin na oknu ves požgan. Oj, plakaj, dekleti, oj, z Bogom, rožmarin. Ko bil je rožmarin požgan, zadela krogle tri, v srce so fanta in vršič, mu pal je v črno kri. Oj, sjaj, zlato sonce ti, na mrtvi rožmarin. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je pretekli petek sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z aktualnimi temami. Med drugim je komentiral odločitev Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je konec marca zavrnilo vlogo za gradbeno dovoljenje za 35 vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj, kar se tiče vetrnic, je stanje takšno, da je ministrstvo izdalo odločbo, s katero je zavrnilo zahteve investitorja po izdaji gradbenih dovoljenj za dve te večji polji, to je Areh in Tri Kralji, prav tako za kablovode, za ostalo so pa zaenkrat po naših informacijah investitor sam umaknil. Tako da je v tem trenutku so se postopki ustavili. Predvidevam, da je to tudi vezano na eni strani, predvsem verjetno, pa sigurno na odzivnost vseh tistih, ki bi jih ta postavitev najbolj prizadela, govorim seveda o krajanih oziroma ljudeh, ki živijo na tem območju. Na drugi strani je tudi velik del stroke bil, se strinjal s tem, da vetrnice na tako zaščiteno območje ne sodijo, no, temu so pa sva sledili tudi sklepi občinskega sveta. Je pa vse res, da bomo postopke, ker so tudi neke pritožbene možnosti, spremljali tudi še v nadaljevanju. Res pa je tudi državna raven pelje določene aktivnosti, saj ena tista, kot si jo jaz razumem, ki bi po mojem morala biti že prej narejena, pa verjetno tega ne bi bilo. Gre za to, da je pristojno ministrstvo, mislim, da v izdelavi študije v kontekstu nekega državnega prostorskega načrta za celotno območje Slovenije, v katerem bi ne opredelili potencialno območje za postavitev vetrnih elektrarn. Čeprav ena tovrstna študija, ne bom rekel, da je enaka, ker ne vem, kaj točno je vsebina, te bodoče je že bila narejena in tudi v tisti študiji Slovenska Bistrica ni, oziroma Slovenska Bistrica pa Pohorje ni predvideno za postavitev elektrarn. Dr. Ivan Žagar je napovedal, da bodo svetniki na aprilski seji občinskega sveta sprejemali rebalans proračuna. Mi smo ta rebalans že napovedali, ko smo sprejemali proračun. Zdaj žal ugotavljamo, da tudi sam rebalans nam potrjuje to, da se stroški občin in podobno vratajo v našem primeru rastejo. Zdaj skozi rebalans, kar se razlik tiče, mi prenašamo nekaj dokončanja investicij, predvsem te kanalizacije na Zgornji Poskavi v letošnjem letu, to je kar investicijskega dela, sicer pa gre predvsem v rebalansu za povečanje sredstev za tekoče delovanje inštitucij oziroma aktivnosti tu v občini, torej za dvig stroškov na področju zavodov, torej na področju družbenih dejavnosti, pa tudi na ostalih področjih. Tako da mi bomo sicer seveda poskušali še vseeno, podobno kot je že bilo s proračunom, peljati ta naš investicijski cikl, nekatere investicije peljemo, v bistvu jih tudi letos zaključujemo. Kar zadeva pa seveda ostalih investicij, pa gre za to, da pričakujemo razpise z državne ravnine in tudi gre za zagotavljanje možnosti kandidiranja na potencialno teh razpisih. Tako da na tej seji imamo tudi sprejetje še nekaterih DIP-ov, kar se tiče teh investicij. Glede satelitskega urgentnega centra je župan dejal, da bi od nacionalne ravni pričakoval, da bi umestitev urgentnih centrov po Sloveniji uredila celovito. In zdaj po tej zadnji uredbi nas tam noter ni bilo. Zdaj po nekih ustnih zagotovilih ministrice je stvar dogovora med nami in Slovenskimi Konjicami. Mi smo včeraj se srečali tudi z Konjičanami in bomo predlagali rešitev, ker se vztraja na tem še enkrat, da se seveda nivo oskrbe ne sme
pod imenim pogojem zniža, to velja za nas in za Konjice, ne. In ker je v preteklosti pač SURC bil predviden v Slovenski Bistrici, bi naj tudi v prihodnje bili na tem, ob tem, da seveda mi peljemo investicijo, ne, v kateri ga je možno tudi v vsakem primeru tudi umestiti, ne. Zato, ker investicijo, ki jo mi peljemo, gre pač za urejanje, gre za novogradnjo, ne, ampak en del te novogradnje je namenjen seveda nekim novim dejavnostim, ne, drugi del je namenjen seveda urejanju nekih notranjih rešitev, da bojo bolj optimalne, da bojo bolj prijazne ljudem in neminovno s tem je povezan problem reševanja prostorov za reševalce, ki imajo res neprimerne prostore zdaj, ne, in pa recimo laboratorija, no, in v sklopu tega dela so stvari zastavljene tako, da je možno tam tudi SURC umestiti. In to sporočilo bomo seveda mi posredovali na državni nivo. Za kar zadeva pa seveda zdravnikov, zdaj seveda občina Slovenska Bistrica je spet ena izmed tistih občin, ne, ena izmed občin, ne, je pač okolje, ki ne more biti izolirano v tem prostoru, ne, tako ni nič druga, ne, vse tudi tako za tujce isto velja, ne. In seveda smo mi tudi naleteli na ta problem zdaj, ne. Mi, kot veste, že imamo v tem trenutku razpisano eno, nimamo razpisano, ampak pripravljamo vse za razpis koncesije, to je zdaj en postopek, ki kar traja, niti nisem si v preteklosti znal predstavljati, ne. In teda tudi na tej seji občinskega sveta gremo v dokončno potrditev odloka za to razpisano koncesijo in potem se bomo seveda v nadaljevanju odločali, ne, kako, če bo potrebno, še pač, če ne bo druge rešitev, pač potrebno razpisati dodatne koncesije, vedno se bojim, ne, da generalno gledano to v Sloveniji niti ni rešitev, ne. Gre preprosto za to, več zdravnikov nimate, ne, vi lahko razpišete, na koncu lahko damo vse na koncesije, ne, pa bomo tudi tam imeli naenkrat luknjo, ne. To je to, ne, pa še to je, ne, da seveda v razpisih koncesij, ne, gre za to, da je pač potrebno zavezati, ker to je eno od glavnih problemov, ne, ko se pogovarjajo zdravniki, ne, izvajanje v bistvu predvsem urgence, ne. Zdaj, ampak mi bomo pač v tem zavezali, ne, koncesionarje, da so dolžni tudi ta del izvajati ali sami ali pa nekaj način to urediti, ker vemo, da tudi urgentnih zdravnikov ni, ne, vse tudi še kakih drugih, ne, vse tudi pediatrov ni, ne. Tako da, zdaj seveda mi pač skupaj z zdravstvenim domom rešujemo zadeve na način, kot jih je možno pač reševati. Jaz upam, da bomo poskrbeli za to, da bo dostopnost do zdravnikov tudi v prihodnje, ne. Komunala Slovenska Bistrica je 6. aprila po občinah Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica in Rače-Fram izvedla tradicionalno čistilno akcijo. Ja, v družbi Komunala Slovenska Bistrica v skladu z našim sloganom v službi okolja se zelo dobro zavedamo pomena, kako očistiti okolje, v katerem bivamo. Zato smo skupaj z občinskimi upravami, kjer mi izvajamo to obvezno gospodarsko javno službo, zbiranje, obdelave in odlaganje odpadkov, organizirali čistilno akcijo. Čistilna akcija poteka v vseh občinah, tako v občini Slovenska Bistrica, Oplotnici, Poljčanah in občini Rače-Fram. Trenutno se je prijavilo in udeležilo preko 45 organizacij, šol, vrtcev, krajevnih skupnosti, gasilskih društev. Žal v družbi opažamo, da smo še vedno packi, da vedno prestane preveč teh odpadkov, predvsem na teh mestnih vpadnicah, na teh povezovalnih poteh. Namen akcije je, da mi to počistimo vsaj enkrat letno. Vsi odpadki, ki se bodo danes zbrali na različnih lokacijah, bojo pa tudi zdaj po popoldanskih času pripeljali na naš regijski center, kjer se bojo skladno z navodili tudi obdelali. V akciji pod geslom Preden trava ozeleni, počistimo svoj kraj mi, so poleg ostalih udeležencev sodelovali tudi vsi zaposleni na komunali. Študentje drugega letnika magistrskega programa medijskih komunikacij na Feriju v Mariboru predstavljajo kratkometražni igrani film Omrežje. Približno 25-minutni igrani film so premierno predvajali na velikem platnu v mariborskem Mariboxu. 12. aprila pa bo na ogled tudi v kinu Slovenska Bistrica. Filmska ekipa, ki jo sestavlja 20 študentov, je svoje znanje združila na 6 snemalnih dneh, poleg tega je več kot 150 ur posvetila predpripravam in montaži. Film Omrežje je režiral Slovenjebistričan Žan Zafošnik. V ekipi sta sodelovala tudi Gašper Kobalej iz Slovenske Bistrice in Jure Kodrič iz Makol. Sam film Omrežje je nastajal, lahko rečemo celo 2 leti. Prvo leto
V magisteriju smo pri predmetu predprodukcija in režija napisali scenarij, kjer je potem bil eden izmed scenarijev, torej scenarij Jana Hauptmana v drugem letniku je bil izbran za snemanje in tako smo čez celotni semester potem pripravljali za samo snemanje filma, potem smo posneli film in potem tudi naredili montažo in postprodukcijo ter pač tudi ga predvajali na primeri v Mariboxu. Sam film pa govori o mladem študentu Aleksu, ki nekako hacka druge ljudi za hiter zaslužek, ampak njegovo celotno življenje se posebno postavi na glavo, ko spozna novo študentko Mijo. Kako ste osebno zadovoljni z izdelkom? Nenazadnje ste film prijavili tudi na več festivalov. Za samim izdelkom sem kar zadovoljen, se mi zdi za prvi takšen večji projekt, kjer je sodelovalo veliko ljudi, smo kar dobro se izkazali, smo dobro, vsak je pokril svojo vlogo, smo dobro naredili produkt. Vseeno sem mnenja, da še veliko, kar bi lahko izboljšali, veliko smo se tudi iz samega projekta naučili, tako da za naslednjič bo samo še boljše. Film bo 12. aprila na ogled tudi v kinu Slovenska Bistrica. Ja, seveda 12. aprila ob 6. bo film tudi na ogled v kinu Slovenska Bistrica, tako da lepo vabljeni vsi in upam, da se vidimo. Ej, a sem ful zamudila? Ne, nič nisi zamudila. Mislim, a nisi bila tako pred mano. Čakaj, kdo si ti sploh? Telefon mi može, da ti dam telefonsko. Izvoli. Ej, ampak prvi dan na novem faksu in že slišim nekaj drame. Pač, pa je nekdo preprodaja trde droge. To jaz nisem slišal. Mislim, skoraj ziher je zopet neki študent, ki falira faks, zdaj pač pozornost išče. Ale pizdarija je. Dobili so me, ne vem kaj. Za nogometaši v drugi državni ligi je že 23. krog in prav v tem krogu je v Slovenski Bistrici gostovala favorizirana ekipa Gorice. Več kot 350 gledalcev je imelo na veliko soboto kaj videti. Doseženih je bilo 6 lepih golov. Nažalost domačih navijačev pa 5 kar v mreži domače ekipe za visoko zmago Gorice z 1:5. Z visoko zmago pa si je Gorica še povečala apetite po vrnitvi v prvoligaško konkurenco. Najlepši gol na tekmi pa je dosegel kreativni organizator igre gostov Luka Baruca. Prišli smo tukaj, da zmagamo, cilj nam je uspel, stali smo dobro, imeli dosti priložnosti, še bi jih lahko izkoristili, ampak večino smo jih in tako samo naprej. Bistričani so v 5 tekmah nadaljevanja prvenstvenih obračunov prejeli kar 11 golov, od tega na domači zelenici 8 v 2 tekmah. Trener Goran Stanković, ki se je podpisal že pod imenitne zmage bistriškega drugoligaša, tokrat ni uspel nadgraditi zmage z 2:0 z Ilirijo Ljubljani, ko je prvič po dolgem času ponovno vodil ekipo izpod Pohorja. Zelo spremenjena zasedba igralcev bistriškega moštva je tokrat morala priznati premoč v tem trenutku boljši ekipi Gorice. Mislim, da vsem tem golom smo botrovali sami sebi. Realno pa tudi v polju je bila Gorica veliko boljši nasprotnik, pač danes ni bil naš dan in Gorica je zasluženo zmagala in lahko samo čestitamo.
Prvo priložnost za spremembo začetnih 0:0 je v 9. minuti tekme zamudil domači kapetan Jaša Martinčič. Primorci v sinje modri dresi so povedli v 30. minuti, ko je mrežo vratarja Deronje zatresel nekdanji član Olimpije Haris Kadrić. To je bil tudi njegov prvi gol v dresu vrtnic. Še pred koncem polčasa v 41. minuti je vodstvo gostov povišal Luka Marjanac. V 44. minuti pa je gol za domače z bele točke dosegel Nenad Adžibaba, svoj čas tudi član mladinske reprezentance Srbije. Po prvih 45 minutah so nogometaši Gorice vodili z 1:2. Tudi drugi del igre je pripadel varovancem trenerja Mirana Srebrniča, ki so dobro igro kronali s tretjim zadetkom v 73. minuti, za 1:3 je iz prostega strela povišal zelo razigrani Luka Baruca. Zmaga je bila super, gol je samo nagrada tega, kar dela ekipa in jaz sem zelo presrečen za moj zadetek in še bolj za zmago ekipe. V 77. minuti je sodnik Denis Halilović dosodil najstrožjo kazen tudi za goste. Z 11 metrovke je v polno zadev Dragan Brkić. Visoko zmago Gorice pa je v Slovenski Bistrici potrdil Maj Blažič in to v 90. minuti tekme. Varovanci trenerja Gorana Stankovića so torej doživeli visok poraz in to proti tekmecu, ki je bil tokrat boljši v vseh prvinah nogometne igre. Vsaka tekma je neka nova zgodba. Verjamem, da so dali vse od sebe, ampak kar je bilo neke usmerjenosti, pa se tega nismo držali. Domača obrambna vrsta na čelo z Rokom Rozmanom, ki je bil v 30. minute naprej tudi kapetan ekipe, zaradi odhoda iz igre Jaše Martinčiča poškodba, je bila v tem srečanju na veliki preizkušnji v vseh 90 minutah igre. Gorica je pokazala svojo individualno kvaliteto, pač res so boljši, moramo jim priznati, da so bili boljši danes od nas. Sicer smo tudi dobili nepotrebne gole, ampak to je nogomet. Pač boljši so bili, samo to lahko rečemo, ne moramo druge. Je bila tista priložnost pri 1:2, da bi lahko izenačili? Pa ziher je bila kakšna priložnost, tudi tam, mislim, da pri tretjem golu je Ante imel moj gol, Mambrano je kontra gol. Pač to je nogomet. Poraz z všečno Gorico bodo morali nogometaši in strokovno vodstvo KTM Impol Bistrice kar se da hitro odmisliti, kajti prvenstvo se nadaljuje z ustaljenim urnikom. Ta pa že v naslednjih 14 dneh prinaša dve sila zanimivi srečanji. Najprej v gosteh Fužinar v Ravnah na Koroškem in Primorje v športnem parku v Slovenski Bistrici. Boks klub iz Slovenske Bistrice je že 28. organiziral tekmovanje za zlati grb občine. Tekmovanje med 4 koti boksarskega ringa ima v plemeniti veščini res bogato tradicijo. Boksarji se pomerijo v okviru občinskega praznika, ki se je tako skozi vsa leta razvijal tekmovanje za vidljivo težo. Letos je v ring stopilo 16 boksarjev oziroma 8 tekmovalnih parov in to iz 3 držav, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Borci so nastopili v kadetski, mladinski in članski konkurenci. V 5 dvobojih so nastopili tudi boksarji iz domačega kluba, ki so se potegovali za to laskavo lovoriko. Drugi zapored je zlati grb občine Slovenska Bistrica pripadel Valo Prosenjako. Ta je v mladinski kategoriji do 75 kg premagal borca iz ptujskega kluba Ring Carakuja. Prvo rundo sem po moje dobro odboksal, samo sem malo rabil, da sem ga pogruntal, tako da sem bil malo zdržan. Pol pa se mi je v polovici druge runde vse odprlo, pa sem pol stisnil moči do konca. Sem pa bil fejst matran, ker je bil dober nasprotnik. Če primerjamo lansko, torej prvo mesto, ko si osvojil tudi grb, sedaj drugič si ponesel tale zlati grb, je bilo danes težje priti do njega? Je bilo težje, malo boljši nasprotnik je bil, pa bil sem tudi živčen na te, ker sem vedel, da moram dobro tekmo pokazati, da opravičim svojo lansko zmago. Zmage med kadeti v kategoriji do 66 kg se je veselil tudi David Brumez, ki je v razgibanem dvoboju tokrat porazil nasprotnika Brojaja in se mu tako oddolžil za poraz na posameznem državnem prvenstvu. Danes sem zelo zadovoljen, verjetno še bolj, kot sem pokazal na državnem, tako da se mi zdi, da sem si kar zaslužil. Nisem se ustavljal po vsaki kombinaciji, ampak sem ga še bolj stisnil in to mi je tudi bolj zmago prineslo.
Iz rok organizatorjev pa je prejel pokal za borca z najboljšo tehniko. S tem pa potrdil, da mladi val bistriških boksarjev dviguje vrednost klubskih delnic. Treniramo najmanj 5-krat na teden, med sezono, ko je veliko tekem, še 6-7 treningov na teden, tako da res na polno in to se bolj tudi kaže po rezultatih. Že 6 let pa se z boksarskimi rokavicami druži Aleks Vodušek z Rdeči športni upravi, ki je v kadetski težinski kategoriji, ker borci ne smejo tehtati več kot 52 kg, okusil tokrat lepo mednarodno zmago. Z enoglasno odločitvijo sodnikov je premagal Jakova Reniča iz boks kluba Rekord iz Zagreba. Oba dva športnika smo bila dobro pripravljena, vse 3 runde smo odboksala, čisto pošteno, ampak na koncu sem bil jaz boljši, tako da sem tudi pobral zmago. Ring pa sta s porazom proti tekmecema zapustila med mlajšimi kadeti do 55 kg Žan Urek in med kadeti do 70 kg Tim Klaneček, katerega je porazil Luka Zakojč iz ljubljanskega kluba. Organizatorji so zraven grba ter borca z najboljšo tehniko razglasili še najbolj borbeni par. To pa je bil dvoboj v članski kategoriji, kjer sta si nasproti stala Dekaris iz kluba Rekord Zagreb in Rahmani iz Klagenfurta iz Avstrije. V dvoboju je zmagal slednji. Za najmlajšega zmagovalca pa je pokal prejel Aleks Vaš za zmago v dvoboju med mlajšimi kadeti do 60 kg. Z rezultati in nastopi domačih tekmovalcev je bil zadovoljen tudi domači strateg Matica Mastur. Vsak je pokazal nekaj novega, nekaj dobrega, kar smo delali na tem. Tako da vsak od njih, in Vodušek, Brumec ter Prosenjak so bili v izboru za grb. To je za ena generacija močna, ki prihaja, še kako 2 leti pa bo to člani. Zdaj, mlajši pa prihajajo od zadaj, tako da se ni zabat za prihodnost. Za projektom tekmovanja za zlati grb občine je tudi letos stala odlična ekipa organizatorjev in sponzorjev, brez katerih tudi te prireditve ne bi bilo. V ospredju pa prav gotovo predsednik kluba Franc Turnšek in trener Matica Mastur. To pa je že tudi kar dobra napoved za naslednjo, že 29. izvedbo prihodnje leto. V nedeljo bo po ulicah Slovenske Bistrice potekal že 21. bistriški tek. Tradicionalno množično športno-rekreacijsko prireditev tudi tokrat pripravlja Javni zavod za šport Slovenska Bistrica. Program letošnje prireditve je na sredini novinarski konferenci podrobneje predstavil direktor Zavoda za šport Boštjan Friedrich. Pripravljamo nekaj malih novosti. Zdaj, kar se tiče samega teka, lokacija je znana, trasa je znana, tukaj ni sprememb. Pričeli bomo ob 9. uri z tekom vrtčevskih otrok, potem pa je letos ta sprememba, ki sem jo omenil. Se pravi, glavni tek, 10-kilometrski tek, ki šteje tudi za štajersko-koroški pokal, bo se začel ob 9. uri 30 minut. Zdaj, zakaj smo to naredili? En razlog je to, da s tem bomo poskušali zagotoviti večje število ljudi, tudi v progi, ker vemo, da v času otroških tekov je največ ljudi in s tem, ko smo dali ta tek nekako na sredino prireditve, je pač naša želja, da bo tudi ta tek ob večjem številu ljudi potekal, ker vemo, da tudi tekači sami imajo radi spodbudo in bo to vsekakor dobro vplivalo tudi na samo atmosfero. Plus tega pa bomo s tem tudi lahko sprostili zgornji del zapor pri Impolu in pa pred 13. uro, kot je bila sedaj navada, tako da bodo tudi ulice v zgornjem delu teka prej sproščeni in s tem tudi bomo občanom oziroma ljudem, ki bivajo ob sami trasi, omogočili hitrejšo in boljšo gibanje v tem času, tako da tudi na to smo gledali. Zdaj, kar se tiče ostalih zadev, se pravi, potem za glavnim tekom 10-kilometrskim je na vrsti družinski tek, ki je tudi nekoliko prej kot v minulih letih. Zatem sledijo vsi šolski teki, se pravi od 1. do 9. razreda osnovne šole in pa na koncu še potem štafetni tek,
ki letos poteka 17. in tudi tukaj je seveda želja, da bo čim več štafet prisotnih. Zdaj, naša želja je, da v letošnjem letu presežemo to magično mejo 1000 nastopajočih. V lanskem letu jih je bilo malenkost manj 963, tako da to je naša želja. Zdaj, kot kaže tudi vremenska napoved, nam bo šlo vreme na roko in ob takih idealnih pogojih za tek bo tudi verjetno dosti več ljudi se odločilo za tek in tudi predvsem otrok, no, kar je pa naša ena od glavnih not, se pravi, čim več otrok privabiti na ta tek in da spodbujamo ta zdrav način življenja in da nadaljujemo pa s to tradicijo. Tako da jaz bi vas s tem priložnosti seveda tudi povabil, da se nam pridružite, bodi si kot gledalec oziroma kot novinarji, da pridete ali pa celo kot tekači. Tako da se veselimo, no, ene take prijetne prireditve in vas pričakujemo.